Egipt trenutno poskuša zelo previdno krmariti. Kairo se zdi, da stoji ob strani svojim zalivskim zaveznikom, hkrati pa ohranja odprte kanale s Teheranom in poskuša preprečiti, da bi se ta konflikt še bolj razširil. Čeprav je Egipt ena redkih držav v regiji, ki je med vojno ni napadel Iran, je egiptovsko gospodarstvo močno utrpelo zaradi vseh motenj v pomorskem prometu in nestabilnosti. Tako da za Egipt to ni le vprašanje diplomacije. Gre za zaščito prometa skozi Sueški prekop, preprečevanje regionalnega kolapsa in ohranjanje pomembnosti v konfliktu, kjer skoraj vsaka večja arabska prestolnica ponovno premisli svojo strategijo. Z nami je zdaj Dalia Zijada, strokovnjakinja za Bližnji vzhod in koordinatorka v Washingtonu pri EastGap. Dalia, vedno je lepo, da ste z nami na I24 News English. Kako natančno Egipt gleda na Iran? Kakšen je ta odnos, še posebej po vojni? Hvala, Nikol, da ste me povabili. Vedno je užitek biti z vami. Torej, dinamika med Egiptom in Iranom je res zanimiva. Zgodovinsko gledano so bili sovražniki. Iran je več kot 40 let eno od svojih ulic poimenoval po morilcu Sadata. Predstavljajte si, kako zelo so sovražili Egipt, ker je sklenil mir z Izraelom. In skozi leta ni bilo nobenih diplomatskih odnosov, ničesar. Do nedavnega, ko je Egipt popravil svoje odnose s Katarjem in Turčijo ter to osjo, ki podpira Iran, se je Egipt začel približevati Iranu. In dejansko smo videli celo iranskega zunanjega ministra, ki je obiskal Kairo in jedel košari v središču Kaira. In takrat so tudi spremenili ime ulice, ki je bila poimenovana po morilcu Sadata. Takrat so se seveda ljudje v Egiptu veselili obnovljenih odnosov in podobno. Ampak mnogi analitiki, vključno z mano, smo bili zelo presenečeni, kako lahko zaupamo Iranu. Iran po tej zgodovini sovražnosti, kljub svoji podpori islamističnim skupinam, kljub temu, da je na določenih točkah v tej zgodovini sovraštva ciljal na interese Egipta, in stvari so se začele slabšati po iranskih napadih na arabske zalivske države oziroma države Arabskega zaliva. Kaj se je zgodilo? Egipt je sprva stopil na stran Irana. Zakaj? Ker se Iran bori proti Izraelu. Spet so poslanci javno nastopili in začeli navijati za Iran, pravzaprav, ne da bi sploh skrbelo, da strelja na arabske države. In to je povzročilo veliko razočaranje med zalivskimi državami nad Egiptom, saj so pričakovale, da bo Egipt seveda stopil na njihovo stran. In Egipt je takrat, egiptovske oblasti, to poskušal upravičiti in z vistem politiko strateškega ravnotežja. Po mojem mnenju je to zelo nepremišljena politika, ki jo Egipt poskuša uveljaviti, da bi se postavil kot nevtralen v regiji, kjer si nihče ne more privoščiti nevtralnosti. In na koncu je Egipt spoznal, da je naredil veliko napako in zdaj se zelo trudijo to napako popraviti s tem, da se približujejo zalivskim državam. Vendar pa jih je večina zalivskih držav zavrnila, razen Združenih arabskih emiratov, ki so pred kratkim odprli vrata Egiptu in rekli: v redu, postanimo partnerji, poglejmo, kaj lahko naredite. Kaj je trenutno glavna prioriteta Egipta? Ali poskušajo ponovno pridobiti zaupanje zalivskih držav, ali pa poskušajo ohraniti odprte stike z Iranom in voditi to politiko uravnoteženja? Ali pa so težave notranje, torej lastne domače težave, s katerimi se Egipt še vedno sooča po tej vojni? Seveda je Egipt pod velikim pritiskom skoraj z vseh strani. In ponovno je to predvsem zaradi slabih politik egiptovske države, egiptovske vlade, vodstva. Ne glede na to, ali gre za zunanje ministrstvo ali obveščevalno službo, delajo vse napake, ki si jih lahko predstavljate, kar zadeva regionalno politiko in zunanjo politiko nasploh. Tako da na eni strani seveda vsi vemo, da je gospodarska kriza v Egiptu ogromen pritisk. To se ne bo rešilo kmalu, razen če se ne zgodi čudež in bi arabske države v zalivu ponovno stopile na stran Egipta ter ga rešile iz gospodarske krize. To je ena stvar. Druga stvar je grožnja, tista neizogibna grožnja Rdečemu morju. Rdeče morje je življenjska žila za Egipt. Tam je Sueški prekop, eden glavnih virov dohodka za državo.
In v času takšne gospodarske krize si Egipt ne more privoščiti nobenih motenj v Rdečem morju. Vsi pa vemo, da je neizogibno, da bo Iran sčasoma aktiviral svoje akterje v Rdečem morju. Pravzaprav so pred kratkim, pred 2 dnevoma, v Somaliji ugrabili ladjo, egiptovsko ladjo z 6 mornarji na krovu. In Egipt še vedno do tega trenutka pogaja za njihovo izpustitev ali jih sploh najde. Torej, Egipt ve, da se bo to zgodilo, torej so se odločili, da se bodo približali ali morda našli na novo odkrito solidarnost z nekaterimi arabskimi zalivskimi državami. Z vidika ZAE je bila to pravzaprav priložnost tudi za njih, saj so iskali močnega partnerja, vojaško močnega partnerja v regiji. Potem, ko Pakistana, ki je že povezan z Saudsko Arabijo, ne morejo pridobiti na svojo stran, prav tako ne morejo pridobiti Turčije, ki je že povezana s Katarjem. ZAE je prav tako potrebovala recimo figuro na šahovnici, s katero bi lahko igrali. In za njih je bila to Egipt. Zanimiva regionalna dinamika je vedno prisotna tukaj na Bližnjem vzhodu. Dalija Zjada, hvala, da ste bili danes z nami na i24 News English. Hvala.